Najpomembnejša tovarna na svetu se gradi sredi puščave brez vode, brez delavcev in brez načrta. Vse, na kar se zanašate. Vaš pametni telefon, vaš avto, celo najmočnejše ameriško orožje je odvisno od čipov, ki jih bo ta kraj proizvajal. To je 65 milijard dolarjev vreden tvegan posel. Če uspe, bi lahko postal rešilna bilka za tehnološki svet. Če ne uspe, bi lahko posledice segle v vsak kotiček sodobnega življenja. In zato je ta zgodba veliko pomembnejša, kot si mislite. Trenutno Tajvan proizvede 92% najnaprednejših polprevodnikov na svetu. Če bi se ta proizvodnja ustavila zaradi naravne nesreče ali geopolitičnih razlogov, bi se z njo ustavil tudi sodobni svet. Ti čipi omogočajo, da F-35 Lightning II postane leteči računalnik. Lahko prepozna sovražne radarske podpise, moti prihajajoče rakete in v realnem času deli podatke s kopenskimi enotami. Vsak čip je zasnovan za določeno arhitekturo in z natančnostjo, ki jo lahko doseže le nekaj strojev na svetu. Čipi omogočajo raketam in dronom obdelavo GPS podatkov ter prilagajanje njihovih poti leta v realnem času. V sodobnih konfliktih zmaga tista stran, ki lahko najhitreje obdela podatke. Če tajvanske tovarne polprevodnikov odpovejo, postanejo najnaprednejša ameriška orožja ranljiva, tveganje pa je eksistenčno. Ameriška vojska bi lahko bila ohromljena. Podatkovni centri, ki poganjajo vojaško umetno inteligenco, bi odpovedali, a gospodarska tveganja so še bolj zastrašujoča. Popolna prekinitev tajvanske proizvodnje čipov bi sprožila globalni gospodarski zlom. Poimenovati to krizo recesija je premalo. Lahko bi nastala luknja v svetovnem BDP-ju, ki bi v enem letu znašala približno 10 bilijonov dolarjev. To je približno 10% svetovnega BDP-ja, kar je enako, kot če bi gospodarstvi Japonske in Nemčije čez noč izginili. ZDA so spoznale, da so v bistvu svojo nacionalno varnost prenesle v kraj, ki ga ne morejo v celoti zaščititi. Selitev v Azijo je bila smiselna. Bilo je ceneje, učinkovito in dobičkonosno. Toda učinkovitost ima skrite stroške. Je sovražnik odpornosti. Model proizvodnje ob pravem času je ustvaril svet, kjer nihče nima rezervnega načrta. Zdaj je Arizona rezervni načrt. ZDA so podjetju TSMC podelile 6,6 milijarde dolarjev zveznih subvencij. Našli so kos puščave in eno najnaprednejših proizvodnih podjetij na svetu prosili, naj se popolnoma na novo postavi v kraju, kjer ni nobenih pogojev, ki so to omogočili, na Tajvanu. Je to resnična tehnološka neodvisnost ali le večmilijardni eksperiment, ki nikoli ne bo uspel? Povprečnemu človeku se tovarna polprevodnikov zdi kot katerokoli drugo ogromno industrijsko območje, skupek velikanskih brezokenskih škatel. Toda znotraj delavci izrezujejo vzorce na silici, postopek, ki zahteva stotine korakov z laserji in plazmo v popolnem vakuumu. En sam prašni delec lahko uniči serijo, vredno milijone. Sredi sonorske puščave, kjer so peščene nevihte sezonska realnost, mora TSMC ustvariti okolje, ki je 1000-krat čistejše od bolnišnične operacijske sobe. Zrak se filtrira na stotinekrat na uro. Tovarne stojijo na ogromnih blažilcih udarcev, da preprečijo vibracije sosednjih cest. Ta nadzor omogoča TSMC-ju izdelavo čipov za Nvidia in Apple, toda stroji so le polovica zgodbe. Tajvanski desetletja star ekosistem ni mogoče zapakirati v transportni kontejner, vendar se ob selitvi v arizonsko puščavo takoj pojavijo trenja, saj se vsak del, oseba in proces soočajo z novimi ovirami čez Pacifik. Prednost TSMC-ja izhaja iz ene stvari – ekstremno ultraviolično litografijo, EUV. Laser v vsaki napravi mora zadeti svoje gibajoče se tarčo več 10.000-krat na sekundo. Vsaka napaka in milijoni dolarjev vrednega silicija so uničeni. Ponoviti to atomsko raven popolnosti v arizonski puščavi dan za dnem je tisto, zaradi česar je ta tovarna tveganje, kakršnega ni nikjer drugje. Človeški dejavnik doda še več stresa. Tajvanska kultura temelji na 12-urnih izmenah in hitrih spremembah. Ameriški delavci cenijo drugačno ravnovesje med delom in življenjem. Na Tajvanu lahko inženir živi v domu poleg tovarne in je pripravljen vstati ob 3 uri zjutraj, da odpravi napako pri litografiji. V Arizoni ta isti inženir verjetno pije kavo. 20 minut stran in se sprašuje, ali zgodnje vstajanje v ZDA šteje kot nadurno delo. Če ne moreš posnemati načina dela ljudi, ne moreš posnemati tega, kar ustvarijo. Kljub temu, prvi čipi končno prihajajo z proizvodne linije. TSMC presaja celotno civilizacijo znanja v pesek.
To preizkuša, ali lahko ZDA ponovno zgradijo dobavno verigo, ki so jo izgubile pred desetletji. Arizona je prvo bojno črto za preživetje zahodne tehnologije. Projekt ne gradi le tovarne, temveč poskuša klonirati celoten ekosistem na mestu, kjer ta naravno ne obstaja. Poskušate razviti industrijo na napačnih tleh. Če bo TSMC v Arizoni uspela, bo to dokazalo, da je najnaprednejša tehnologija na svetu prenosljiva. Če ne uspe, to dokazuje, da so Združene države trajno odvisne od majhnega otoka na najbolj nevarni morski poti na svetu. To je vprašanje. Je to neodvisnost ali le zelo drag eksperiment? Na papirju je načrt videti popoln, vendar bi lahko en sam vir spravila celotno operacijo na kolena. Tovarne polprevodnikov so neverjetno žejne in ne uporabljajo navadne vode. Potrebujejo nekaj veliko bolj ekstremnega. Vodo, ki je očiščena vseh mineralov. Prva tovarna TSMC v Arizoni sama potrebuje več kot 4,75 milijona galonov te specializirane vode vsak dan, samo za izpiranje čipov in hlajenje težke opreme. Reka Colorado dosega zgodovinsko nizke ravni, vlada pa že zmanjšuje oskrbo Arizone z vodo. Gradnja najnaprednejše tehnologije na svetu v sušni puščavi je geografski paradoks. Phoenix je mesto s 5 milijoni prebivalcev, ki že zdaj težko najde dovolj vode za preživetje. Zdaj pa ima v bližini tovarno, ki vodo porablja, kot da je zastonj. V običajni tovarni je voda komunalni vir, v TSMC pa je voda kemični reagent. Ta voda je tako čista, da postane agresivna in iz vsega, česar se dotakne, vleče atome. Če se med izpiranjem silicijeve rezine dotakne ena sama mikroskopska delca kalcija ali magnezija, je celotna serija neuporabna. Da to doseže, mora TSMC vodo očistiti bolj, kot jo najdemo kjerkoli v naravi in odstraniti vse možne nečistoče. Za izdelavo čipov je treba silicij oprati 100-krat. 1 sekunda nepopolnosti in izkoristek močno pade. V poslu, kjer so marže nizke in so začetni stroški ogromni, je padec izkoristka smrtna obsodba. Če raven vode pade prenizko, se tovarna zapre. Ta preprost dogodek bi ustavil proizvodnjo vsega, od Nvidia AI čipov do vojaških izstrelkov. Arizona je ponudila ogromno, neokrnjeno zemljišče in rdečo preprogo s hitrimi odobritvami. Da bi preživeli, TSMC stavi na visokotehnološki prehod, ogromno reciklažno napravo, ki poskuša prihraniti 90% vsake kapljice, ki jo uporabijo. Toda voda ni edina stvar, ki jo ta pošast porabi. Tovarna čipov je črna luknja za elektriko. Stroji delujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Za vgraviranje vezi na silicij potrebujejo ogromne stalne sunke energije. Omrežje v Arizoni je že zdaj pod velikim pritiskom zaradi izjemne vročine. Država dodaja sončne panele tako hitro, kot je mogoče, vendar ali je to dovolj? V središču te nenehne lakote po energiji je EUV litografski stroj. Vsak porabi približno 1 megawatt električne energije. TSMC Arizona načrtuje, da jih bo imela več 10 in vsaka naprava zahteva hladilni sistem, ki bi lahko oskrboval nebotičnik. Pomnožite to z več 10 in nenadoma tovarna narekuje energetsko politiko države. Da bi ohranila oskrbo z elektriko, država gradi milijardne baterije in posebne elektrarne samo za tovarno. In to ustvarja povratno zanko stroškov. Da prihranite vodo, potrebujete več elektrike za hlajenje v zaprtem sistemu. In da dobite več elektrike v državi, ki hitro opušča premog, potrebujete več sončne energije in zemeljskega plina. Vsak vir v Arizoni je zdaj del preživetja tovarne. Toda Tajvan ima izkušnje. Imajo nekaj, za kar bi ZDA lahko potrebovale desetletja, da bi zgradile. Natančno uglašen človeški stroj. Elitne šole pošiljajo inženirje neposredno v tovarne. Da bi zapolnili praznino, je podjetje vozilo 1000 izkušenih delavcev. Do začetka leta 2026 so predstavljali 40% delovne sile v Arizoni, toda letalska vozovnica ne more premostiti kulturnega prepada. Jedro problema je, da ne moreš preprosto zaposliti pametnega inženirja in pričakovati, da bo vodil proizvodno linijo. Na Tajvanu najboljši diplomanti ne spoznajo le fiziko, ampak se naučijo tudi delati s stroji. Odraščajo v sistemu, kjer je tovarna čipov središče vesolja. V Arizoni je bazen talentov razpršen zaradi konkurence. Najsvetlejše umenovačijo SpaceX, Google ali Tesla. Želijo graditi stvari, ki jih lahko vidijo. V tovarni čipov delaš na stvareh, ki jih s prostim očesom ni mogoče videti. Zato poustvariti TSMC ni zgolj inženirstvo.
To pomeni poskušati čez noč poustvariti desetletja kulture in instinkta. In to prinaša svoje težave. Sledile so tožbe. Trdili so, da je podjetje dajalo prednost azijskim delavcem pred domačini. Sindikati so napadli uporabo tuje delovne sile. Ti spopadi so zvišali stroške in upočasnili časovni načrt. V tej puščavi bo proizvodnja čipov stala do 30% več kot na Tajvanu. Da bi zapolnili vrzel v strokovnem znanju, so lokalne fakultete uvedle izredne programe. Ponujajo 10-dnevne intenzivne tečaje, kjer učijo osnove dela v tovarni. Ti napori pomagajo, vendar visoki življenjski stroški in neznosna vročina odvračajo mnoge. Tudi s plačo $130,000 ljudje odhajajo. Toda preden odnehate, če so vam takšne poglobljene vsebine všeč, se naročite na kanal. Ameriška pokrajina se hitro spreminja in tukaj sem, da vse to spremljam. In to tukaj je kadrovski vakuum puščavskega eksperimenta. Do marca 2026 je prva tovarna našla svoj ritem, vendar finančno breme ostaja. Delo v puščavi stane skoraj 2,5-krat več kot na Tajvanu. Vodje zdaj obiskujejo tečaje o tem, kako govoriti z Američani in poskušajo združiti stroga pravila z osebno svobodo. Razlika je najbolj vidna v kulturi vzdrževanja. Čeprav ima država močne inženirske programe na Državni univerzi Arizone, je bil lokalni nabor kadrov zgodovinsko usmerjen v letalsko industrijo. Kariera v TSMC ni le služba. To je preizkus vzdržljivosti z visokimi vložki. Ponovna vzpostavitev te delovne sile je najtežji del prehoda v Arizoni. In bolj kot to opazujete, težje je temu reči neodvisnost. Tovarno lahko zgradite v puščavi, delovne sile pa ne. Da bi razumeli, s čim se Amerika v resnici sooča, si morate ogledati izvirni načrt. Tajvan svojega čipovskega imperija ni zgradil po naključju ali z grobo silo. Svojo polprevodniško kulturo je gradil več kot 50 let. ZDA poskušajo to stisniti v 5 let. Prave konkurence pa ni nikjer na vidiku. Tovarna polprevodnikov je na vrhu krhke dobavne verige, ki je večina od nas nikoli ne vidi. Za delovanje sodobne čiste sobe potrebujete več kot le elektriko in vodo. Potrebujete stalen, popoln tok redkih kemikalij, specializiranih delov in visoko čistih plinov. Uporabljene kemikalije so izjemno nestanovitne. Večino od njih je treba hraniti pri natančno določenih temperaturah in z njimi ravnati z izjemno previdnostjo. Stroški dela in letalskega prevoza teh materialov dodata 20% pribitek vsakemu čipu izdelanemu v Phoenixu. Vsak čip nosi skriti davek, še preden sploh pride v tovarno. TSMC je obdan z gosto lokalno mrežo dobaviteljev, ki raste že desetletja. To je strukturna nuja. Brez tega ekosistema tudi najboljši inženirji in stroji ne morejo zagotoviti stalne proizvodnje čipov. Da bi to preprečila, ameriška vlada razdeljuje milijarde v obliki subvencij. Skupaj $39 milijard je skupna dodelitev v okviru zakona CHIPS za spodbude proizvodnje, del tega pa podpira dobavitelje, ki se selijo v puščavo. Velika tovarna ne more preživeti sama. Potrebuje podporno gospodarstvo, ki jo oskrbuje. Trenutno več kot 40 manjših tajvanskih dobaviteljskih podjetij tiho vzpostavlja poslovanje po vsem Phoenixu, ustvarjajoč več kot 12,000 delovnih mest v območju, ki ga že imenujejo Mala Tajpej, da podprejo TSMC. Tisoče družin selijo čez Tihi ocean in v realnem času gradijo ekosistem. Otroci, ki so odraščali v Tajpeju, zdaj obiskujejo srednjo šolo v predmestjih Arizone. Najemajo ogromna posojila z naraščajočimi ameriškimi obrestnimi merami in stavijo celotno družinsko dediščino na to, da bo ta puščavski eksperiment uspel. Za poslovne nepremičnine v Phoenixu plačujejo visoke zneske, samo da bi ostali blizu glavne tovarne. Če se projekt v Arizoni ustavi ali če državni denar prepozno prispe, ti podporni dobavitelji prvi bankrotirajo. Gradnja v Arizoni pomeni, da za vse plačaš več. Stroški gradnje v ZDA so bistveno višji kot na Tajvanu zaradi delovne zakonodaje in različnih varnostnih standardov. Gigatovarno na Tajvanu lahko zgradijo v približno 2 letih. V Arizoni pa dovoljenja, okoljski pregledi in gradbene tolerance podaljšajo časovni okvir. To ustvarja zastrašujočo vrzel. Tudi če so čipi izdelani v Arizoni, so trenutno kot možgani brez telesa. Morajo skozi napredno pakiranje, kjer jih razrežejo, testirajo in postavijo v zaščitno ohišje s priključki. Dolga leta tega v Združenih državah sploh ni bilo mogoče narediti. Končani silicij je bilo treba naložiti na letalo in ga poslati nazaj na Tajvan ali v Malezijo, kjer so ga zapakirali. Če bi vojna ali blokada prizadela Pacifik, bi bile tovarne v Arizoni neuporabne.
Da bi to popravili, v bližnji Peori gradijo novo tovarno za pakiranje. To je manjkajoči člen, ki bi lahko končno naredil ameriško industrijo čipov neodvisno. Uporabljala bo tehnologijo, ki pomeni, da dokončani čipi jih ne bo več treba pošiljati nazaj na Tajvan, da bi jih dokončali. S tem, ko bodo pomnilnik zložili neposredno na logični procesor, Peoria postane kraj, kjer se silicij spremeni v orožje, pametne telefone in vse vmes. Toda problem dobavne verige ni le v kemikalijah in pakiranju čipov, gre tudi za davek na redkost virov. Na drugi strani doline od lokacije TSMC Intel vlaga več kot $30 milijard za širitev lastnega kampusa. Ti dve velikanki sta trenutno ujeti v brutalni vojni za isti omejeni bazen specializiranih izvajalcev in materialov. Gre preprosto za boj za prevlado. Na jugozahodu ZDA je le določena količina industrijskega betona in le omejeno število sindikalnih električarjev, ki znajo napeljati elektriko v nadtlačni čisti sobi. Ko potrebujejo gradbeno opremo, stroški poskočijo v nebo. Drug drugemu jemljejo vire samo zato, da bi se držali rokov. Oba potrebujeta enak visokočisti helij in neon, ki sta ključna za izdelavo čipov. Med svetovnim pomanjkanjem v letih 2021 do 2022 so se cene neona v ZDA zvišale za več kot 600%, saj so podjetja preplačevala drugo samo zato, da so tovarne za čipe ostale v pogonu. Pomanjkanje je zdaj del bojišča. Prav zato je agresivna širitev leta 2026 tako nevarna. S širitvijo načrta na 8 do 12 tovarn in širitvijo obrata za pakiranje na lokacijo v vrednosti $7 milijard v bližini ZDA močno povečujejo pritisk na sistem, ki že zdaj kaže razpoke. Še bolj vztrajajo pri tej ogromni stavi, še preden je prvi krog sploh končan. Puščavi zmanjkuje fizičnega prostora. Električno omrežje se upogiba pod novo obremenitvijo. Vojne ponudb izčrpavajo manjše dobavitelje. Če pa vladne subvencije poidejo, preden je lokalni ekosistem samozadosten, bi se lahko celoten projekt zrušil sam vase. Alternativa pa je, da pustimo 92% najbolj napredne svetovne proizvodnje čipov na otoku, ki je 160 km oddaljen od Kitajske. Arizona je tveganje in ZDA gredo na vse ali nič. Čipi, orožje, gospodarstvo, vse je odvisno od njenega uspeha. Toda puščavi, na kateri je zgrajena, je vseeno, ali bo Amerika zmagala. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, se prosim naročite na kanal in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.